Prehajamo na drugo točko. Predlog sklepa o potrditvi cen storitev 24-urne pogrebne dežurne službe in cen storitev upravljanja s pokopališči. Predlog sklepa je objavljen v gradivu številka 12, predlagatelj župan, poročevalci pa Maja Sušnik, Timotej Štritov, Marija Kos, Manca Cviren, Bogdan Pogačar in pa Milena Završnik. Besedo najprej dajem gospe Maji Sušnik. Izvoli. Občinskemu svetu občine Kamnik se predlaga v potrditev nove cene za dve gospodarski javni službi, in sicer za obvezno gospodarsko javno službo, to je 24-urna pogrebna dežurna služba, ter pa izbirno gospodarsko javno službo, to so pa storitve upravljanja pokopališč. V skladu z našim odlokom so to pokopališča Žale, Mekinje, Neolje pa Podgorje. V skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo, ki je stopila v veljavo 1.1.2023, obe storitvi izvaja koncesionar, to je komunalno podjetje Kamnik, d.o.o. Ta v skladu z določbami sklenjene pogodbe pripravi elaborata o oblikovanju cen za obe službi. Ta dva elaborata smo tudi priložili temu gradivu za obravnavo na seji. S tem, da te predlagane cene v elaboratih lahko stopijo v veljavo v primeru, da jih potrdi pristojni občinski organ, to je občinski svet občine Kamnik. 30. člen koncesijske pogodbe namreč določa, da cene koncesioniranih storitev vsebine 24-urne pogrebne dežurne službe in storitev koncesioniranih storitev pokopališke dejavnosti predlaga izvajalec z elaboratom, nato pa cene sklepom potrdi občinski svet občine Kamnik. Cena zagotavljanja 24-urne pogrebne dežurne službe se lahko spremeni na podlagi predloga koncesionarja v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo, ki ureja metodologijo za oblikovanje cen storitev 24-urne dežurne službe. Cena zagotavljanja koncesioniranih pokopaliških storitev pa se lahko spremenijo na podlagi predloga koncesionarja, ampak zgolj v primeru, ko je kumulativna inflacija od zadnje spremembe cen presegla vsaj 4%, upoštevajoč indeks rasti cen življenjskih potrebščin, in sicer lahko koncesionar predlaga spremembo cene za največ 80% te rasti indeksa cen. Sprememba teh cen se lahko predlaga največ enkrat letno, pri čemer koncesionar prvih 12 mesecev ni upravičen predlagati spremembe cene. Tako je v pogodbi zapisano. Cena storitev naj zagotavlja vseeno normalna vlaganja v opremo in njeno vzdrževanje, razvoj koncesionarja in poslovanje, pokrivanje stroškov dela, zaščitnih sredstev, materialnih stroškov in drugih stroškov poslovanja. Vse cene, ki jih koncesionar zaračunava v zvezi z opravljanjem storitev, morajo biti vnaprej določene, znane in tudi javno objavljene, tako da lahko si vsakdo pogleda, kakšno ceno se mu bo zaračunalo, kolikor takšne storitve naroči. Na osnovi pripravljenih elaboratov je koncesionar predlagal povečanje cen pri obeh službah, in sicer za obvezno gospodarsko javno službo 24-urno pogrebno dežurno službo predlaga povečanje za 65,89%, torej iz 57,90 evrov na 96,05 evra. Za izbirno gospodarsko javno službo pa predlaga povečanje cen, kot sem prej rekla, upoštevajoč indeks rasti cen življenjskih potrebščin za 8,72%. V gradivu za sejo so navedene vse nove predlagane cene, tu omenjam le spremembo cene grobnine za enojni grob, to je najemnina, ki se povečuje 16,50 evra na 17,94 evra. Takšen je predlog. Razlogi za povišanje cen so opredeljeni v elaboratih, ki sta priložena gradivu za obravnavo te točke. V splošnem lahko omenimo, da je razlog za cirka 66% povečanje cen za upravljanje 24-urne dežurne službe, poleg povečanja cen energentov, predvsem upad opravljanja storitev. Opravljenih je bilo cirka 53% predvidenih storitev prevozov, kar je posledica nedorečenosti zakonodaje oziroma različnega tolmačenja pojma 24-urne dežurne službe strani zakonodajne in sodne veje oblasti. Nekoliko podrobneje je ta zaplet opisan v gradivu za sejo. Tukaj le samo na hitro vam prebrala, kakšna je zakonska dikcija. 24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh, se pravi teh hladilnih prostorov.
Zakonodajalec oziroma Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, ki je skrbnik zakona, oziroma v delovno področje, katerega sodi pokopališka in pogrebna dejavnost, razumemo pod tem pojmom vsak prvi prevoz pokojnika z mesta smrti. Ne glede na to, ali se pokojnik pelje na obdukcijo, odvzem organov in tako naprej, ali pa zgolj v hladilne prostore izvajalca. Sodna praksa pa stoji na stališču, da pojem 24-urna dežurna služba obsega le prve prevoze pokojnikov na obdukcijo, na odvzem organov in tako dalje. Ne pa, če se peljejo pokojniki direktno v hladilne prostore izvajalca. Tako da to je zdaj zaplet, ki ga je pač ministrstvo se zavedlo in ga nameravajo tudi rešiti, oziroma po zagotovilu pristojnega ministrstva naj bi bil zakon v tem delu spremenjen v prvi polovici prihodnjega leta. Kar zadeva povišanje cen glede upravljanja pokopališč, pa je koncesionar predlagal povišanje za 8,72% in sicer iz razloga, ker je koncesionar oziroma tedaj še ponudnik danes uveljavljene cene oblikoval že v svoji ponudbi maja 2022, ko so dali ponudbo na ta razpis, ki smo ga objavili. Samo v obdobju od maja 2022 do decembra 2023 je indeksacija znašala 10,9%. Iz že navedenega razloga določbe v koncesijski pogodbi, ki izrecno določa, da lahko koncesionar predlaga spremembo cen za največ 80% rasti indeksa cen, je torej predlagani indeks povišanja 8,72. Naj nazadnje omenim zgolj še podatek, da je oba elaborata pregledal tudi strani občine angažiran revizor, ki je k obema dokumentoma podal pozitivno strokovno mnenje. Revizijsko poročilo je prav tako del dokumentacije pri obravnavi te točke, smo vam ga tudi priložili zraven. Ob tem je potrebno omeniti še podatek glede primerjave cen s ponudniki istovrstnih storitev na območju nekaterih drugih primerljivih občin. Ta je v obliki tabelaričnega prikaza vključena na koncu vsakega elaborata in izkazuje, da bodo cene za upravljanje koncesioniranih dejavnosti tudi v primeru potrditve novih cen še vedno nižje kot v drugih občinah. Hvala. Hvala, preden odprem razpravo, bi dal besedo še Bogdanu Pogačarju, da obrazloži metodologijo obračunavanja teh cen. Izvoli, Bogdan. Hvala, župan. Lep pozdrav svetnice, svetniki. Hvala, Maja, za predstavitev. Mislim, da je Maja že kar dosti dober zadevo predstavila. Jaz bi sam še glede 24-urne dežurne službe razložil, da se elaborat v skladu z metodologijo oblikovanja cen oblikuje na način, da se predračunske stroške in predvidene količine opravljenih storitev za prihodno obdobje oblikuje glede na obračunske stroške pa na količino opravljenih storitev v predhodnem obdobju. Se pravi, predhodno obdobje je bilo vzeto, se pravi, leto 2023 in za leto 2023 je bilo upravljenih 131 prevozov 24-urne dežurne službe in to količino smo mi tudi predvidevali, se pravi, za naprej, s tem, da smo povečali za 4, se pravi, ne odstopa bistveno ta količina od predračunske količine, a pa količine v predračunskem obdobju. Tako da stroški so pa prav tako glede na predračunske stroške v preteklem obdobju načrtovani. Vse skupaj, če gremo predračunske stroške pogledati, so načrtovani v višini 15.352,55 evrov in od teh stroškov se odšteje prihodke iz naslova prevozov na obdukcijo, kar pa znaša 2385,45 evrov. Torej, skupni stroški za izračun osnove cene so 12.967,10 evra. Tako da bomo vedeli približno, v kakšnem obsegu stroškov govorimo, pa v kakšnem obsegu načrtovanih storitev. To pomeni, da se ta osnova izračuna, se pravi, teh stroškov deli iz količino opravljenih storitev in dobimo ceno, ki je trenutno predlagana. Zakaj odstopa, bi kakšen rekel, da odstopa pač 65%, zato ker je bila prvi elaborat, pa prva cena ponujena na razpisu, je bila za količino, ki so bile določene z razpisno dokumentacijo. In šele v bistvu te, kar smo jih v bistvu med izvajanjem dobili, se pravi predračunske stroške in pa upravljeno storitev, se pravi količino upravljene storitev, šele ta je realna. Mi smo imeli prej v razpisu, da so bile
ponudbe enakovredne, če ne bi en ponudnik ponudil recimo za 150 prevozov, nekdo pa za 300 in ponudbe ne bi bile primerljive. Tako da je občina pri razpisu razpisala 48 prevozov, 48 prevozov in ta količina vpliva. Se pravi, sami stroški se pa na celoletnem obdobju niso spremenili, a ne? Zaradi tega pride tukaj do spremembe cene. Se pravi, ni prišlo do povečanja stroškov, ampak do manjših količin, ki so se izkazale pač med opravljanjem. Prej pa teh izkušenj ni bilo. Zdaj, če gremo samo še to bi pojasnil, se pravi, predvideno je tudi 27 prevozov na obdukcijo, to je pa tudi v bistvu enako, kot je bilo upravljeno v lanskem letu, v predračunskem obdobju. Tako da, kar se tega elaborata tiče, po mojem, to dovolj to že, kaj je Maja vse razložila. Zdaj za pokopališko dejavnost je pa zadeva, kot je že Maja tudi pojasnila, je pa to ni obvezna, ampak je izbirna. Gospodarska javna služba je pa zadeva majčkeno drugačna, je pa to se pravi povišanje cen vezano na rast inflacije. Kot je Maja pojasnila, je bilo to nekaj čez 10%. Koncesionar je upravičen do 80% te rasti. Naj pa pojasnim, da v bistvu ta rast teh stroškov po naših kazalnikih v bistvu v tem obdobju zavzemajo samo odvoz odpadkov pa dvig elektrike. Se pravi, že prevoz odpadkov iz pokopališč, no, to smo tudi krajevne skupnosti imajo podobne izkušnje, so v preteklem obdobju v bistvu toliko zrasle, da so v bistvu že ta strošek je v bistvu presegel to inflacijo. Če ste pa pogledali tudi gradivo, ste pa opazili, da samih stroškov je precej več, ne, se pravi nekaj čez 90 tisoč, 96 tisoč je samih stroškov, ampak teh upravičenih, s katerih je izračunana cena, je pa 72 tisoč 899. Ker pač imamo to določilo, da lahko v bistvu samo 80% rasti cen življenjskih potrebščin v bistvu se dvigne cena. Tako da toliko iz moje strani. Zdaj bi dal samo še eno informacijo glede grobov, se pravi, opravljamo 4 pokopališča v občini Kamnik, to je Podgorje, Žale, Mekinje in pa Nevlje. Trenutno je to 3009 grobov in prostih grobov je pa na naslednjih pokopališčih, in sicer na Žalah 50 grobov je frej, na pokopališču Nevlje 30, pokopališče Podgorje 24, pa pokopališče Mekinje 21. Tako da boste približno vedeli, kje v bistvu je treba naslednji fokus tudi glede prostorske umestitve pokopališč pa širitve. Tako da Žale so v bistvu kar nujne za širitev, no. Na to je treba v bistvu misliti. Tako da, zdaj pa če bo kakšno vprašanje. Hvala za pojasnila. Odpiram razpravo delovna telesa. Besedo ima Robert Prosen. Hvala za besedo, lepo pozdravljeni v mojem imenu. To točko smo obravnavali na odboru za proračun, kjer moram povedati, da se nismo strinjali in te točke nismo podprli. Se je pa med razpravo pojavilo tudi vprašanje, kdo nadzira delovanje koncesionarja na teh 4 pokopališčih. Hvala. Hvala. Svetniške skupine. V imenu svetniške skupine. Gospod Lipičnik. Prijavili ste se. Svetniške skupine? Svetnice, svetniki? Ne? Besedo ima Aleš Lipičnik. Najlepša hvala. Glejte, tule v gradivu sem prebral ime Bogdan Pogačar. Zdaj, tukaj
imam malce težave, ker ne vem, ali je Bogdan Pogačar, ki nam je zdaj razlagal, ali je to gospod višji svetovalec občine, ali je tehnični direktor komunale. V gradivu piše, kdo je Bogdan Pogačar, ki dele razlaga elaborat, in to je tehnični direktor komunalnega podjetja Kamnik. V redu. Dobro. To sprašujem. No, sem odgovoril. In zdaj jaz bi vas samo upozoril na to, gospod župan, da ste dolžni poskrbeti za zakonitost tukaj lepo v tem prostoru in v teh postopkih. Drugo, glede cene same. Gospod Libičnik, vi ste tudi dolžen zagotoviti zakonitost in pač, če imate, pa sem že večkrat povedal, kakršnokoli dvom v karkoli prijavite na inštitucije, ki so in obstajajo v tej Upozoril sem državi. vas na navzkrižje interesov. Ne vem kakšno. Upozorite direktno na kakšno navzkrižje. Glejte, isti človek, ki je obenem višji svetovalec občine, je tudi izvajalec storitev za občino. Če to ni navzkrižje interesov, ne vem, kva je. Bogdan Pogačar je zaposlen v podjetju, komunalno podjetje Kamnik, kjer je tehnični direktor. In na področju, ki se tiče te točke, z občino nima niti ene veze, kar se tiče, kar dela Bogdan Pogačar za občino Kamnik, je potem, ko je nehal biti podžupan in ta država nima pravne podlage, da bi karkoli naprej rešili. Bogdan Pogačar je vodil izgradnjo šole in ko je prenehal biti podžupan, je bi bilo potem konc projekta ali kaj. Ker Bogdan Pogačar ne bi mogel več sodelovati z občino in je mogel se zaposliti za 2 uri na občini, da je izvodil ta projekt do konca. In enkrat že prosim nehite, če imate pa kakšne indicije, karkoli pa prijavite, ne vem, kakšne inštitucije. Ker to, da vedno znova insinuirate neke zgodbe, je vsaj na nek način zavajanje in mislim, da ni fair do dela, ki ga Bogdan Pogačar upravi za občino Kamnik in ta ni majhen. In taka dela ne upravi v tej sobi nihče drug. Pika. V redu, hvala. Bom nadaljeval. Poleg tega javna storitev se je v 2 letih podražila za 66%, kar je popolnoma nesorazmerno z eno stopnjo inflacijo, glede na to, da gre pa za javne storitve, ki naj bi bile neprofitne. Ne razumem, kako je lahko strošek istih storitev, ki naj bi ostale neprofitne, v slabih 2 letih narastel za 66%. Hvala. Bilo vam je razloženo, še enkrat vam jaz razložim. Planirane cene so bile na količino 248, dejanska količina je 131. Vseh stroškov je 12.000 evrov in to se zdeli na 131 dogodkov. In jaz res ne razumem, kaj tukaj ni jasno. Imamo pa cene, ki so še vedno zelo in veliko nižje od primerljivih oziroma drugih občin. Primerljive občine, občini Kamnik pa ni, ker po površini smo enaki kot Ljubljana. Prebivalcev imamo pa 10-krat manj. To pomeni, da se vsi stroški razdelijo na 10-krat manj prebivalcev. Tam dobijo iz 300.000 prebivalcev 300 milijonov proračuna, mi pa 30 milijonov. Površino imamo pa isto. Ampak kakorkoli, če je še kakšno vprašanje, to sem vam pojasnil, odpiram razpravo, pa če kdo. Besedo ima Aleksandar Uršič. Ja, hvala za besedo, lepo pozdravljeni vsi še v mojem imenu. Ja, dejstvo je, da ta več kot 60% podražitev, če gledamo samo skozi podražitev, ne pije vode, je močno opozarja, da nekaj v tej zgodbi ni bilo okej. Zdaj, kot je očitno, je občina Kamnik pri pripravi razpisa naredila eno napako s to predvideno letno količino 248, ki je bila v razpisni dokumentaciji, se pravi, temu se noben ponudnik ni mogel ogniti. Ampak zdaj bo občina Kamnik po enem letu to na breme v bistvu občank in občanov prenesla svojo lastno napako. In to je tisto, kar mene moti v tej zgodbi. Zdaj, če pogledamo cene drugje, drži, povsod je dražji vse skupaj. Žal je pa tudi ena taka občutljiva tema, kot je tole očitno en sam biznis, ker če ne vsak jutr, ko se peljem proti Kamniku, videl na steni tam od Velega jeza naprej ponudbo ponudnika iz sosedne občine, ki verjetno tudi hod v zelje našemu koncesionarju, in da je tukaj en sam biznis, je tudi po mojem mnenju z vidika občine ni okej in bi mogla bolj striktno in red narediti. Tako da,
če je to edina rešitev, da podražimo, pa občanke in občane v teh časih obremenimo, pol nimamo kaj. Ne. Upam pa, da ne bo drug let spet ista tematika, ne, pa pričakujem, da bo glede na to, da so se zdaj z novo koncesijo za pobiranje smeti konkretno dvignili stroški bioloških odpadkov, kjer pa mislim, da dajem predlog, no, da ne bo zdaj občina pa tam vse spet na svoj breme vzela, pa nekaj pokrivala, ne vem na kakšen način. Upam, da se v kaj naredili v to smer, da se te količine odpadkov na pokopališčih zmanjšajo. Ne. Ker če ljudje to ne bojo nič občutili na svojih denarnicah, se pravi z dvigom grobnin in tako naprej, bo količina ne bo nič manjša zaradi tega. Če se bo samo spet na koncu več plačevali, pa nobena uvedel od kje in zakaj. Ne. Količine odpadkov so pa enormne, kar se tiče in teh bioloških na pokopališčih in sveč. No. In to, kar že ves čas opozarjamo 6 let, smeti so nekaj, kar se moramo bolj aktivno ukvarjati in predvsem na tej preventivni, da se količine zmanjšujejo. Tako da prosil bi za pojasnilo, kar se tiče te predvidene količine, kje ste s tem o pripravi razpisa izhajali, in pa če tukaj zdaj obstaja, če mi to nas tole potrdimo, obstaja kakšna možnost, če se še kdo na ta razpis prijavil, da boste dobili kakšno pritožbo na račun tega, ker se po enem letu dvigujejo konkretno cene za koncesijo. Hvala. Hvala. Cena konkurenta je bila še veliko večja kot taka bo zdaj, če bo potrjena. Besedo ima Ivanka Očakar. Hvala za besedo, gospod župan. Vsem en prijazen pozdrav. Zdaj bom pa kar prebrala, kar sem si zapisala. Začne se pa ta moj zapis takole, da bom s stisnjenimi zobmi glasovala za tole zadevo. Elaborata sta pripravljena v skladu s predpisi, komunalno podjetje Kamnik ničesar ne krši. Izvirni greh so pa vhodni podatki, tako kot je že Sandi omenil, pa kot je bilo že prej v pojasnilih dano. Ko se je koncesija razpisovala, so bili dani podatki, da je število umrlih 248 in da se ponudbena cena oblikuje glede na to število. Število umrlih v občini Kamnik je res takšno bilo v prejšnjih letih, ampak pol jih umre v bolnicah, Ljubljana, Sežana, Bohet, kje še, v domovih za stare, kot je recimo Gornji Grad, kot so Cerklje, in seveda v drugih občinah je nekdo drug koncesionar, in to se pravi, jih nekdo drug pripelje. In zato imamo se zdaj 131 oziroma 137 za 2023. In seveda naš koncesionar KPK je zdaj v skladu z metodologijo upošteval podatke in nam to ceno predložil. Potem je pa še ena zadeva na podeželju oziroma druga pokopališča. Ljudje ne kličajo komunalnega podjetja Kamnik za ta prvi prevoz, lahko da tudi zato, ker ne vedo, da so pravzaprav obvezni to narediti in je manj prevozov. Potem je pa druga zadeva, komunalno podjetje Kamnik ni v ponudbi cene leta 2022 upoštevalo o amortizacijah za hladilne prostore. Amortizacija je bila samo kumulativno predstavljena, koliko je, ni bilo pa specifikacije, nihče tega ni preverjal, zdaj čez eno leto nam pa povejo, da pač so pozabili na te hladilne prostore, da je treba tudi to amortizacijo v stroških upoštevati. In zdaj vemo, da se nova cena po metodologiji računa glede na podatke iz preteklega leta in imamo zdaj stanje, kakršnega imamo. Jaz menim, da druge ni kot potrditi, nisem pa zadovoljna s postopkom, ampak zato ima pa občina revizije in zato so dana opozorila oziroma priporočila, saj se bojo še koncesije razpisovale in kako zelo je pomembno, kako se pripravi tisti prvi dokument in da več ljudi stvari pogleda in da se stvari dobro premisli. Tako da to je to. Hvala. Hvala. Besedo dajem poročevalcu. Bogdan Pogačar, tehnični direktor na komunalnem podjetju, izvoli. Hvala župan, hvala za
razmišljanja. Ja, gospod Lipičnik, res sem pač tudi tehničen direktor na komunali. Vsi položaji so začasni, to veste, da pač v življenju se marsikaj spremeni. Tako da za zakonitost mora res župan skrbeti, pa še kakšen drug. Tako da upam, da boste danes, ko boste obravnavali dokumente, tudi to poskrbeli, da bo vse zakonito. To boste pač z ure 2 prebrali, pa boste vedeli, kako morate ravnati v določenih okoliščinah. Tako da, kar se tiče bioloških odpadkov, res je, gospod Turšič, da so se cene pač dvignile, ni se toliko cena dvignila, kakor pa v bistvu izračun specifične teže, ki jo je koncesionar predvidel, se pravi, danes je liter še enkrat več kilogramov ali pa še enkrat težji, kakor je bil v bistvu lansko leto, in v bistvu zaradi tega je tudi pač strošek za biološke odpadke na pokopališčih in tudi pač v gospodinstvih, ki tega v bistvu bistveno manj proizvedajo, višji. In zaradi tega pač bodo tudi ti stroški večji. Tako da, gospe Učakar, bi pa samo to rekel, no, da ta amortizacija, to je bila res, to ste verjetno prebrala v tem poročilu od Refina. V tem zadnjem predlogu tega ni upoštevanega noter. Se pravi, za te hladilne prostore amortizacija ni prinesla dviga cene. Ko je bil ta drugi popravljen. Tako. Ko je bil prvi predlog, se pravi, v aprilu je bilo to v bistvu noter in do tega se je opredelil tudi pač revizor in to je bilo pol v bistvu odstranjeno. Tako da te zadeve bi jaz razložil, drugače pa ja, oba elaborata so v skladu z uredbo pripravljena. Hvala. Hvala. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo v vsakem predlaganem sklepu posebej. In sicer prvi sklep je: Občinski svet občine Kamnik potrdi elaborat o oblikovanju cene 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti v občini Kamnik z dne 30. april 2024. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 20 svetnic in svetnikov, proti 1. Ugotavljam, da je sklep sprejet in prehajamo na drugi sklep, in sicer Občinski svet občine Kamnik potrdi elaborat o oblikovanju cen storitev pokopališke dejavnosti upravljanja pokopališča v občini Kamnik z dne 30. april 2024. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 20 svetnic in svetnikov, proti 1. Ugotavljam, da je sklep sprejet in prehajamo še na tretji sklep. Občinski svet občine Kamnik sprejme sklep o potrditvi cen storitev 24-urne pogrebne dežurne službe in cen storitev upravljanja pokopališč. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 20 svetnic in svetnikov, proti 1. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.